Pozdravljena nazaj na mojem kanalu. Ta teden je bil ful napet za mene in bomo začeli ta video z eno malo bolj grozno zgodbo, ki se je zgodila meni. V ponedeljek, ko sem se peljal z dedkom v šolo, sem jaz vozil normalno v avtu in se nama je zgodila nesreča, in to prometna nesreča. Hvala Bogu se je končalo super za oba dva, ki bi lahko bilo dosti huje, in tudi ne samo za avto, tako ga briga za avto, briga me za mene pa za mojega dedeja, ki se bi lahko končalo grozno. Da vam zdaj razložim, kako se je to zgodilo. No, vozili smo se po avtocesti do šole in midva se vozima po desnem pasu, tovornjak pa po levem pasu, ne. In ko se midva vozima, je on spredaj, on vedno bolj spredaj, ne, valjda, ker on lahko po levi strani prehiteva in midva točno tako vozimo. In je glih začel zavijati desno, deda gleda, mu začne trobiti, ker prvo pa ni dal žmigavca, mu začne trobiti, gleda, kaj ti z njim je, in pol, ko daš žmigavec, je bilo prepozno, deda, hvala Bogu, stisne čisto malo bolj na gas. In da se toliko lih ruknemo, da mi gremo naprej, ker tega bi stisnil od steno, ne? Pa gremo naprej in da tako rukne. No, in hvala Bogu porine na bok in on še kar ni vedel, da smo se zaleteli. On je rekel, da je mislil, da mu nekaj tovornjak škripa, ne? In nas še potiskal, baje, policija je rekla 102 metra, nas še potiskal naprej. In hvala Bogu ni bila tako velika hitrost, ker ali bi jo prevrnilo, še prej pa naj bi lahko stisnil. Teda smo oba dva ok, nič se nam ni zgodilo, nič nam ne boli, avto je samo zlaman, drugo pa ni doben problem. Kaj pa to? Bil sem na najbolj norem šovu, kaj sem kdajkoli doživel. Bil sem na 10. obletnici Duncan Devilsov. Če ne veste, kaj so oni, si pa poglejte. Ko vidite, so pravi biki, ko skačejo vse posod okoli pa dankajo na koš. No, tam valjda niso bili samo Duncan Devilsi, so imeli tudi druge prijatelje oziroma goste, ki so tudi bolani bili. Imenujejo se Land Motion in oni so bili tam, oblečeni v te lučke noter, pa tam plesali, pa vse možno delali z onimi trampolini, tako res. Jaz sem tako hudo vesel, da tega nisem zamudil, ker če je pa to zamudil, pa gledal po posnetke, bi bil prav jezen. Kot veste, vsi imamo nekega prijatelja ali pa prijatelje, ampak kaj ti psi pa živali? Kaj misliš, da imajo oni take prijatelje? Kaj misliš, da imajo psi take prijatelje kot mi? Ker jaz sem pač dva mopsa, Oskarja in Fridico, in nikoli tak ne neka vun hodita v petek ali pa kaj. Tada sem jim zadnjič privoščil, pa sem šel z njima na srečanje mopsov, ko je bilo v mestnem parku v Mariboru. Tam je bilo vse skupaj 6 mopsekov, sta spoznala nove prijatelje, ene sta že poznala od predlani, ker smo tudi tam bili. Oskar se je lepo vživel noter, Fridica je bilo nekaj prvo tam strah, sramežljiva, ne vem kaj. Je pa bila finta, da vsi mopseki so bile punčke, razen Oskara. Tada Oskar, vam moram povedati, da je bil v raju in je bil ko pravi frajer tam med puncami, razumeš, tam on napel ono mišico to, Fridica Boga pa je samo poleg gledala. Popoldne pa sem si tudi jaz nekaj privoščil in sem z Marcelom šel na športno letališče v Mariboru si ogledati nekaj prav posebnega. Tam so imeli razstavo ameriških avtov, ampak ne tukaj nekih avtov, ne vem, tak brezvezni avto. Tam so imeli bolane avte, vi bi to mogli videti, ste jih videli v filmu. One stari oldtimeri pa tako lepo predelani, viš ono, ko vidiš v neki gangster moviju ali pa neki gangster glasbi, ko vidiš, ko se ovoj vozi. Zakaj sem pa Marcela polje vzel, ker vem, da on ima rad avte in se je kar spoznal na te avte in sem ga polje vzel in mislim, da je on bil v takem mravu, tako Oskar prej. Vse veste, da jaz na tem kanalu ne na ful nekaj omenjam ljudi, razen takrat, ko ste naredili ne vem kako dobro delo, ali pa ko sem vas 20 minut omenjal. Eni so mi preko Instagrama poslali eno prošnjo, da jih omenim in so baje oni neki lovci. Pa sem jaz rekel, če ste taki lovci, mi pošljite en prispevek oziroma kratki video in ga jaz objavil v moj video. Ugani, kaj so naredili, poslali mi video, jaz sem mislil, da mi crknil smeha, ne vem, kak se mi je sploh dalo s tem ukvarjati, ampak res vsaka vam čas, dečki, zdaj ste omenjeni, pa še evo, vi si pogledajte. Švedsko lovsko društvo Zveti Otrci, pika. Smo resni lovci in spoštujemo naravo, pika. V društvu se lahko učlani vsak, ki gor vidno roko, vejca, dober pogled in pozna gozdne živali. No pa še nekaj, ste mogoče videli novo številko revije KUL?
Pač zakaj vam sploh o tem govorim? Zaradi tega, ker še je posebej cool, ker je moj članek oziroma naš članek noter. No, članek je o nas, ko smo bili na Teens Nightu v Mariboxu, mene bo bolano, nisem še prebral, ampak bom 100% po tem videu. Ne bom pa vam povedal, kaj še je noter, če vas pač zanima, si ga idete nabaviti. No, pa ni samo to, noter imaš tudi poster od Fortnitea. No, zakaj sem vam pokazal poster od Fortnitea? Ne samo zaradi tega, ker je kulski, ampak tudi zaradi tega, ker imam posebno novico. Razmišljal sem, da si bi naredil čisto novi gamerski YouTube kanal. To meni, da je imel hudoredno live streame, ko bi igral, ne vem, neke igrice, po vse verjetnosti Fortnite, oziroma bilo kaj mi vi predlagate. Seveda, mogel sem si odpreti novi YouTube kanal, ki se imenuje Jack on the Gamebox. Link od tega kanala je spodaj v opisu. Stisnite na tisti link in se naročite na moj kanal. Če bomo zbrali dovolj naročnikov v določenem času, bom začel streamati in če pol pač ne bo kanal več rastel, se mi zdi brez veze, da bi še ga uporabljal in pač več ne bom objavljal. Teda probajmo, da bom imel čim več naročnikov in da bom čim več streamal in da bomo šli samo višje. Seveda, valjda bom redno snemal na tem kanalu, tako imam vsakič, ampak tisto je samo za igrice. Ko igram igrice, si bom vklopil kamero in pač ne bom na tem kanalu streamal, ampak na tistem. Glede streaminga na tem kanalu, bom pa streamal tak enkrat mesečno mogoče z kakimi znanimi ljudmi oziroma youtuberji. V prejšnjem streamu sem igral tudi z fani in vse, kaj ste mogli narediti, ste mogli priti v moj Discord in pol smo pač skupaj igrali, nič posebnega. Teda vsi, ki kdaj želite igrati z mano, se mi prosim pridružite v moj Discord server, ki je tudi spodaj v opisu, tako da stisnite tisti link in se pridružite mojemu Jack on the Box Discord serveru. Kaj pa to, ko še je manj kot en mesec do summer campa, kjer bom preživel najbolj nore počitnice, kdaj sem jih kjerkoli. Preživel jih bom na Pohorju, na summer campu Hiše jezikov, obnovili bomo našo angleščino, spoznali nove prijatelje iz celega sveta, kopali, gori malo na bazen, na Pohorju malo bazen, kaj vam to sploh normalno. Teda gori malo bazen, igrali različne športe, pa še družili party legenda, bo prisežen, da bo legenda in komaj čakam, da gremo gor, res komaj čakam. Tako da, če želite preživeti počitnice z mano na summer campu, še imate par prostih mest, da se hitro prijavite, link je spodaj v opisu, hitro se prijavite, ker ni več ogromno prostora. Še enkrat vas opozorim, da imam novi gaming kanal, ki se imenuje Jack on the Gamebox. Če ga ne boste našli, stisnite prvi link spodaj v opisu in vas bo popeljal do tega kanala. Stisnite subscribe in ko dobimo dovolj naročnikov, bom začel redno streamati, tako da res komaj čakam. Teda prosim, pomagajte mi, da bom čim prej streamal. Drugače, to je vse za danes. Če ste uživali v tem videu, ga lajkajte. Tukaj se naročite na moj YouTube kanal, idite na moj Instagram in Facebook profil in se vidimo naslednjič. Adijo!